Vedno, ko se izgovarjamo, vedno pretiravamo. Najprej sebi, potem pa še vsem ostalim. Kajti slovenski jezik ima ogromno besed, ki opisujejo različne variante pojava. Živijo, Miha tukaj iz Black Raven Solutions. Danes drugi del vloga o motivaciji. Danes bomo govorili o izgovorih. In kot nalašč, evo, dežuje. V bistvu ne dežuje, no, v bistvu kaplja. In pri izgovorih ena dosti pomembna stvar, da se zavedamo. Vedno, ko se izgovarjamo, vedno pretiravamo. Najprej sebi, potem pa še vsem ostalim. Kajti v bistvu slovenski jezik ima ogromno besed, ki opisujejo različne variante nekega pojava, dogodka. In zdajle, če poslušamo, v bistvu ne dežuje, ampak kaplja. In ne samo to, majčkeno celo piha veter, kar pomeni, da vsa ta voda, ki je nabrana na listih, se zbira v kapljice in kaplja dol. V bistvu je ta pravih padavin bistveno manj. In vsak dan imamo cilj, recimo, da se sprehodimo vsaj 20 minut do pol ure. Ljubljana, ki je dobesedno obkrožena z divjino, eno tako malo urbano središče sredi divje dežele Slovenije, je kot nalašč za to, da se sprehodimo tudi po, bom rekel, bolj divjih površinah, no, recimo tukaj. Vse to 15 minut s kolesom od mestnega središča. In danes je kot nalašč dan, da se pa ne držimo tiste naše zaobljube, ki smo si jo dali. In se pač ne odpravimo ven, zaradi tega, ker dežuje in bomo mokri. In če smo mokri, bo majčkeno zapihalo. In če malo zapiha, se bomo prehladili. In če se bomo prehladili, bomo obležali v posteli. In če bomo obležali v posteli, nam ne bo fino. In ne bomo mogli delati, in bo bolniška, in bomo mogli do zdravniku, in bla bla bla, in bla bla bla. Če. In dobimo čebulo z mnogimi plastmi, ki imajo pa vse v bistvu isti povod. To je, nismo naredili tistega, kar smo rekli. Nismo bili dovolj samo notranji motivirani, nismo iskali v bistvu motivacije, ampak smo iskali izgovor. Izgovor, da odlašamo še en dan, da še en dan v življenju izpustimo, ga v bistvu prebluzimo. Namesto, da bi se odpravili takole, vse ne glede na to, če je slabo, v narekovajih, slabo vreme, ker za mene slabo vreme ne obstaja. Obstaja sončno, obstaja megleno, obstaja deževno, obstaja vetrovno, obstaja mrzlo, toplo in tako naprej. Slabega vremena pač pa ni. Ker danes se lahko oblečemo kakorkoli nam paše, za kakršnokoli vreme, da nam bo toplo, udobno in predvsem suho. In pa, kakor vidite, nimam jaz danes čist nad sabo. In kaj za to? Pa kaj, če me bo enkrat napravilo? Ko te enkrat fejst napere, vidiš, da to ni nič tacka. In je potem majčken kapljic, celo v bistvu en tak blažev žegen, ki prinese eno spremembo temu zdajle zelo suhemu, toplemu, vročemu septembru. Se jesen končno kaže, majčken da zalije, kar pomeni več gob, pomeni, da bo kostanj lepo dozorel, se napihnil še zdajle. In nas čaka obilna jesen.
in za obilno jesenjo, ker je bilo letos veliko žira in posledično tudi veliko polhov, bo prišla mrzla zima in upam, da bo tudi zelo zasnežena, da bomo lahko izvedli en konkreten ali 2, 3 zimske vikende preživeti v naravi. Takole, tega le še ni konc, no. Izgovori, takoj, ko se začnete zgovarjati, prosim vas, prekinite, ustavite se, rečite si stop. Vprašajte se, kdo vam to končno govori. A ste to res vi, to je vaš šum? Okay. Ampak kdo je to usadil v vaš šum, da se skozi zgovarjate? Dajte se malo vprašati, so to kakšni vaši prijatelji. Dajte malo pogledati, kakšne prijatelje imate okrog sebe, kakšne ljudi, sodelavce, znance, kakšne starše, kakšnega partnerja, kdo skozi jamra, kdo skozi še izgovore okrog vas, kdo skozi s prstom kaže in prelaga odgovornost za njihovo življenje in to, kaj se jim dogaja na druge. On je kriv, da je tako, Janša je kriv, da je ne vem kaj, Covid je kriv, da je ne vem kva. Stvari pa so. In če jih sprejmemo in nehamo jamrati in nehamo iskati izgovore, da so stvari še naprej takšne, kot so, začnemo ustvarjati svoje življenje takoga počasi, kot si ga želimo. Počasi, korak za korakom, definitivno en korak vodi do naslednjega, ki vodi po poti, popolni spremembi življenjskega sloga in še marsičesa drugega. Tako, kot veste, tisti novi, opazili smo, da vas ogromno gleda videe, pa niste subskrbani, dajte se subskrbati, s tem podpirate kanal. Ne se zgovarjati, da samo malo gledate, dajte se subskrbati, frcnite v zvonček, poglejte še kakšen drug video, poglejte do konca, tudi če vas ne zanima, poglejte do konca, ne rabite poslušati. S tem YouTube algoritme zelo spodbudite, da naše videe pokaže še komu drugmu in da mogoče komu še pomagamo, da bo šel na to pot samozavedanja, potovanja junakinja ali potovanja junaka in spremenil sebe in posledično tudi svet. Lepo se imejte in lep pozdrav iz deževne doline.